Številni gledalci boste v naslednji hiši iz 60-ih let lahko obudili spomin na svoje otroštvo. Vrstna hiša je veliko obetala, a je bilo potrebno kar nekaj inovativnosti, potrpljenja s skritimi presenečenji in temeljitega dela, da zdaj s prenovljeno podobo navdušujoče nagovarja standarde sodobnega bivanja. V dotrajani stanovanjski hiši v Ljubljani je zasebni investitor videl veliko priložnost in jo zagrabil z obema rokama. V njej je videl predvsem občasni dom zase, kadar prihaja v prestolnico, in kasneje tudi kot dom za svoja otroka. Hiša iz 60-ih let je veliko obetala, a je še spretneje skrivala vse svoje pomanjkljivosti, kar je pogosta težava, na katero naletimo pri prenovah. Poglejmo, kako je zasijala po prenovi in kaj vse je ušpičila investitorju in kasneje tudi projektantki. Petra, Karin, Boštjan, lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Boštjan, kaj bi vi rekli, kakšna je bila vaša izkušnja prenove? Ja, moja izkušnja prenove je zelo zanimiva. Ko sem kupil to hišo, sem že ob dejstvu vedel, da je ta hiša iz 60-ih let. Hiša na prvi pogled niti ni kazala slabega stanja. Bila je v redu. Ko pa smo začeli z prenovo, se pa pokaže take in drugačne stvari, ki potegne take in drugačne finančne plati za sabo. Pa ste morda te težave vsaj v neki manjši meri mogoče celo pričakovali ali ravno zato, ker jih niste, pa je bilo potem to za vas še toliko bolj stresno? Moram reči, da določene težave sem pričakoval, vendar pa ne vseh, ker nekatere so skrite, ko začneš delati, se pokažejo. Tako da marsikatera se je tudi potem odkrila. Ampak Slovenci zelo lepo rečemo, konec dober, vse dobro in verjamem, da ste danes zelo zadovoljni s končnim rezultatom. Ja, nekako smo prišli do kraja sicer z rahlo zamudo, ampak toliko več je bilo del, prišli pa smo do kraja. Petra, vi ste vodili prenovo te hiše in na težave, na katere je naletel gospod, ste seveda naleteli potem tudi vi. Kaj vse je to potem potegnilo za seboj? Predvsem bom tako rekla, je bilo kar dodatno, kar nekaj stroškov vezano na to pri samem odkrivanju, kot je omenil, da smo mogli odstraniti celotne omet, kajti vse je padalo in posledično absolutno vse nove inštalacije, strojne, elektro, vse tlake smo naredili nove in zaradi različnih višin v sobanah smo namestili tudi spuščen strop. Pri tem odkrivanju smo naleteli tudi na kamen spotike, kajti sosed je sam vod električni, je bil napeljan brez naše vednosti oziroma lastnikove, da je bil peljan skozi to hišo. In to je bilo tudi, bom rekla, na vso srečo se je dobro pri prenovi končalo z izvajalci, lahko bi bilo pa tudi obratno. Na kaj takega človek ni pripravljen in je treba res biti pri sami deli zelo previden in pozoren. Lastnik je sprva iskal stanovanje v Ljubljani. Zaradi svojega dela je večkrat tedensko v Ljubljani in na Gorenjskem. Želel je imeti nepremičnino na pol poti med Gorenjsko in Dolenjsko, kjer stanuje. Namesto stanovanja pa je našel hišo, ki je klicala po osvežitvi. Da bi lahko tloris tako temeljito spremenili, je bilo treba marsikatero steno porušiti, celo nosilne, ki so jih nadomestili z armiranimi betonskimi prekladami. Te so namestili tako, da so prostori kar se da odprti in prilagojeni sodobnemu načinu bivanja. Le dimnika niso mogli prestaviti, zato se je pri načrtovanju tlorisov vse vrtelo okrog njega. Če se kar sprehodimo mogoče od enega do drugega stanovanja, pa začnemo pri spodnjem, Karin. Ja, v spodnjem stanovanju najprej stopimo v hodnik, kjer smo izkoristili prostor pod stopnicami. Nato nas na desni strani pričaka spalnica za starše. Naravnost pridemo do kopalnice, kjer je tudi izkoriščen vsak kotiček, ker je prostor takoj za hodnikom, se tam tudi stopnice nadaljujejo. Zato smo tja umestili tuš, izkoristili površine tudi nad WC školjko. Potem je na vrsti osrednji prostor, kjer je odprto kuhinja, jedilnica in dnevna soba. Tu je v bistvu središče, kjer se nahaja tisti kamin oziroma dimnik, ki je bil v bistvu en izziv, pa smo ga vseeno izkoristili v svoj prid,
Kot zadnji prostor je otroška sobica, ki je hkrati tudi prehod na vrt, kjer se nahaja tudi pokrita terasa z letno kuhinjo. Vrt je velikosti 70 kvadratov, stanovanje pa približno 55. Kaj pa zgornje stanovanje? Zgornje stanovanje je malenkost večje, saj vključuje tudi vertikalni del oziroma stopnišče, tako da smo tukaj na bruto 65 kvadratih. In ko stopimo v nadstropje, je takoj nas obišče na levi strani kopalnica, nato sledi spalnica in pa otroška soba z podaljškom skozi izhodnik v ta skupni prostor, kuhinjo, jedilnico in dnevni sobo. Največja prednost pa je, da vse sobe mejijo na balkon in so povezane, tako da imaš vedno svež dostop oziroma odprt, ni samo okno, imamo vrata. Kaj pa pohištvo? A je izdelano po meri ali kupljeno? Po meri sta izdelani obe kuhinji in pa vse vgradne omare oziroma prostostoječe omare. To je v bistvu, kar je po meri narejenega pohištva, ostalo je pa kupljeno. Torej, preurejena je bila tudi zunanja podoba hiše. Kaj vse ste naredili? Res je, ko smo hišo prenavljali, smo dotrajana stara okna odstranili, zamenjali smo jih z novimi. Potem uredili smo preklade, na novo smo naredili fasado, tako da je hiša popolnoma energetsko sanirana. Ideja prenove zunanjosti hiše je bila, da bi se čim bolj približali izgledu fasade hiše, kot je bila v 60. letih. Balkon je ostal, le da je dobil sodobno perforirano kovinsko preobleko, tako da je bivanje na balkonu vendarle bolj intimno. Preurejena pa je bila tudi okolica oziroma vrt? Ja, celoten vrt v površini 70 kvadratov je bil urejen, preurejen in pa seveda sam dostop okoli hiše z tlakovanjem in pa z ureditvijo parkirnih mest, kar je danes najbolj pomembno. Omenili ste, da imate 2 sinova. Je že padla kakšna odločitev, kateremu bo šlo katero stanovanje? Glede na to, da sta majhna razlika v starosti samo 15 mesecev, najboljše, da žrebamo. Odlično, odlično, odlično.